sicer ima izredne kvalitete, namreč njegova zavest je zelo razširjena in vam lahko podaja stvari, ko jih iz lastnih izkušenj govori. Govoril bo pa o šamanizmu. On je bil tudi pri Castanedi, tisti, ko ste čitali Castanedo, veste, da je Castaneda se učil od Don Juana ali Don Juan, in sicer on ga je učil več let Castanedo. On je bil Nagual in je Castanedo imel za svojega naslednika. Ta Pablo, ko bo prišel pa sem, ga je hotel pa Castaneda imeti za svojega naslednika. Samo je odklonil, ker je rekel, da je prišel zaradi sebe na svet, ne zato, da bo Indijance učil. Prav, da bo učil ljudi po celem svetu, ne samo Indijance. Tak ozek krog, to se pravi šamanov indijanskih. Jaz mislim, da bo kar zanimivo, ko se bo prišel predstaviti. Kaj slovenščini? Ne, on govori v angleščini, bo imel pa prevajalko sabo, tako da bo simultano prevajala. Ja. Tako, to ko Pavlo tu. Danes, koliko vas je čist novih? Nič, ok. Jaz se držim tako kot vedno, osnovno, kar imamo na delavnici, je tema zdaj. Zdaj, tisti, ko delate na temo, veste, da je to zelo težek trening, da pridemo v ta trenutek. Zgleda čisto enostavno. Čisto enostavno. Kaj pa je to? Ja, spremljam samo vdih in sicer kaj čutim. Seveda, samo kaj pa mislim? Misli so pa tista, ko se zelo rade začnejo uživati. In čim je misli zraven, mi smo v zdaj. To misli je, ali je v preteklosti, ali je pa v prihodnosti. In to, da rečemo, ja, se jaz pa čisto enostavno lahko pridem v zdaj. Lahko, ampak kako? Kdaj si v zdaj? Vedno smo v zdaj. Samo, ko smo pa v mislih, nas pa misli odvajajo. Zakaj nas pa misli tako močno odvajajo? Zaradi tega, ker je to naš mehanizem, da se preživljamo. Od mehna so nas učili, da moramo misliti. Od vrca naprej samo misel, to je boljši v misli, tiste boljši. V šoli tisto je boljši je odličen. In tako naprej. Do poklicev, ko so kakšni, lahko so zdravniki, lahko so znanstveniki. Vedno prevladuje misel. Tisto, ko je v misli najboljši, tisto je tata mata. V tej naši zemeljski. Da pa misel znaš ustaviti, to je pa druga razlika. Ko misel ustaviš, se pravzaprav začne ta trenutek, se ga zavemo, da smo v tem trenutku. Skozi smo v tem trenutku, ampak zavedamo se, ker nas misel vedno odpelje. In ko nas misel odvaja,
smo mi pravzaprav v zablodi. Stalno je misel naš šepetalsko nam diktira, kaj bomo delati. In ta šepetalc je tako močan, da se ga je zelo težko otresti. Ko meditiramo, zdaj sem pa že kar, zdaj pa že kar nekaj je, ne, pride misel, ko je tako močna, da enostavno ne morem priti v zdaj. Se trudim, da bi občutil vdih, 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 vdih. Nemogoče misel, tak, ne? Pa sploh nepomembna. Bi rekel, da je nekaj en grozen problem. Nekaj problemi pa je tako močna. Te, ko pa imate probleme, kdo jih nima, ne, je pa ta misel tako ojačana, da dobite težko čas za meditacijo. A je tako? Kaj bi rekel, ne? Ni časa. Zakaj ni časa? Zaradi tega, ko vam ego ne dovolj, da ga vržete iz sedla. Ego nas obvladuje. Ko gremo pa v zdaj, ko smo v tem, smo pa mi tisti, ko diktiramo ego. Kdo pa je to mi? Da takrat, ko lahko opazujemo misel, ko misel zbeži, to se pravi, naš pravi jaz, naš pravi opazovalec je tako močan, da lahko misel nadzira. Ne da misel nas obvladuje. To je osnovna poanta zdanja. Koliko od vas lahko opazuje misel, a mi lahko dvignete roke? Evo, govorili, skoraj vsi. Ko izničimo misel, pridemo do točke. To se pravi, v tej točki ni misli. Jaz, ko se postavim tu gor, pa ko gledam, sem brez misli. Sem samo v zdaj. In to 7 minut, 6-7 minut, ne rečem, da je težko. Včasih je grozno težko. Ni enostavno. Posebej, ker vi ste publika, vi ste raven tako močni. Vsak od nas je enako močen, enake možnosti imamo. Vsi smo v enem, ko se prevrh postavlja. In takrat vi opazujete in gledate auro. Vidite, kaj ste? Eni vidite hudiča, eni pa Jezusa. Ampak vsak ima prav. Ker v človeku je temna in svetla stran. V nobenemu ni samo svetloba. Vedno sta obe polovici in te dve polovici morata biti v ravnovesju. Tema in svetloba. Jasno, mi vsi mislimo, da smo svetli. Normalno. Ampak, ne. A veste, ko pridete v situacijo, ko ne morete biti dober. Pridete v situacijo, da ne moramo biti dober. Takrat pa to potisnemo. To nisem jaz. Ne potiskati temne strani. Temno stran morate raven tako izraziti.
jo morate dati ven. Nič ni narobe. Temna stran je ravno tako človeška, kot svetloba. Enkrat smo dobri, smo pa mogoče malo žleht, ali pa slabih misli. Nas pripelje situacijo do tega, da začnemo grdo misliti, grdo reagirati, agresivno. Lahko se samo branimo, ampak v tej obrambi sem na isti stopni kot ta, ko napada. Samo, če sem v sebi, lahko stvar obvladam. Obvladam tako, da grem v sebe in začnem po sebi praskati. Kaj se pa dogaja zdaj v meni, da sem skoraj agresiven do tega človeka? Kaj se dogaja? Kje v meni pa je tisti vzrok? Kje se dogaja? Ker na telesu vse odrazi, če smo pozorni. Če smo pozorni, točno vidimo, da tukaj je pa vibrirano. In ko to začnemo opazovati, vidim, da je to scenarij, ki sem ga sam povzročil. Vse, kar se nam dogaja, smo v glavnem mi tisti povzročitelji teh scen. Čeprav zgleda, da je to nekaj groznega. Ampak mi povzročamo te scenarije s svojim notranjim odnosom. Proces prisotnosti vam ne bom govoril, prečitali ste ga tisti, ko ga niste, tudi tisti, če ga niste. Proces prisotnosti govori o temu, da pravzaprav je treba sprostiti otroško energijo v sebi. Da daste otroški energiji svobodo, da pride do izraza, da jo uzaveste. Ta otroška energija, ko je do 7. leta bila potisnjena, ker ni doživela čiste ljubezni, ni mogla priti ven, ker starši niso mogli vam tega dati, ker tudi oni niso imeli. Od svojih staršev niso to dobili. In to se vleče. Če se boste te knjige lotili, tega treninga, boste to presekali. Ni pa enostavno. Ko enkrat sprostite otroško energijo, to se pravi, prekinete vse tiste vzorčke od prednikov, ko so vam jih vcepili, da ste mogli biti pridni otroci, da ste morali poslušati, da vam niso dovolili, kaj ste jim. Da so vas odstavili od dojke in ste upili in jokali in ste bili potem zavrnjeni. To je prva taka huda zavera. Prvi ste občutili, da ne morete to naprej nadaljevati. Potem ste se pa šli sporazume. Potem ste delali pa kompromise. In ste potiskali in te stvari pozabili. Ampak ta energija je še vedno v vas. Še vedno je prisotna. Zbija skozi bolezni, pa skozi vedenje. In če boste to trenirali, boste to prekinili. Ne boste vplivali na svoje otroke. Vi ne boste to naredili samo za sebe. Naredili boste tudi za svoje potomce,
ker jim ne boste te vzorčke naprej posredovali. Ker mi svojo energijo vplivamo na svoje otroke. In te otroci hočejo in nočejo, padejo v iste vzorčke. V iste vzorčke, kot smo jih mi podedovali od svojih staršev. Potem bi se danes lahko pogovarjali tudi o tem, kako prekiniti s preteklostjo. Preteklost, predvsem zamere. Zamere so tiste, ko pravzaprav ljudi ne moramo odpustiti. Pa ne bo to do staršev, ne bo to do bratov in sester, ne bo to do sovrstnikov, do učiteljev, do vzgojiteljev. Vsi so nas hoteli nekaj učiti, vsi so nam hoteli nekaj vsiljevati, mi smo se upirali. In če smo se upirali, največkrat je bila to krivica, da so nas prisiljevali. In od tukaj tudi zamere. Do sosedov, do teh, ko so vam največji. Imamo največje zamere. In do teh je treba, to sem že govoril, je treba napisati. Tiče, ko imate zamero, napište na papir, da boste uzavestili to zamero. In ko boste napisali, ne bo tako huda, kot mi vidimo v sebi. Ko boste prečitali, pogledali, boste videli, da se to da oprostiti. In oprostite tej osebi, da ste govorili do nje tako jezo, tako zamero. Veste, s tem, ko boste oprostili sebi, sebe razbremenite. S tem sebe razbremenite. Ko njemu oprostite, oprostite sebi. To je ta zahvala, ko je pravzaprav naredite samo sebi uslugo. Ko enkrat oprostite, se tudi ta oseba začne do vas obnašati drugače. Če je še živa, pojdite do njega, pa se oprostite. Pojdite do njega. Zberite koražo. Pa pojdite do njega, pa to naredite. Ne zaradi njega. Zaradi sebe. Če pa ni več živa, napišite na papir in se na glas opravičite. To deluje. Jaz sem to preizkusil. In deluje. Jaz sem mislil, da sploh imam nobene zamere. Res, jaz nisem na nobenega jezen. Da bi zavestno bil jezen, na koga nisem. Ampak moj sin je imel kolega, a sem to že pravil, moj sin je imel kolega in je pripovedoval, kako je težko naredil angleščino, da je diplomiral na fakulteti. Ta profesorica ga je enostavno ni pustila k ustnemu izpitu. In je hodil v dekanu in toliko. Vlekel se je to 3 leta.
No, potem sem v tisti izpitu končno le dal, a ne. Ampak on je pripovedal, kako se je moral boriti, ker ga enostavno ni pripustila k izpitu. Pa sem rekel, ja. Pa sem pa jaz povedal, kako je pa bilo, ko sem jaz delal izpit. Jaz sem pa tankrat profesorja, ko me je hotel dati negativno, ne. Poslušajte, a se norca delate, ali kaj? A je komisija tukaj zato, da mi boste zdaj dali negativno, ker sem na dva pozitivno dovolil, enega pa delno. Kaj pa vi dva delata tukaj? In sem jasno, sem agresivno nastopil do profesorja. In sem se opravičil, ker sem ga pravzaprav degradiral. Jaz nisem čutil nobene jeze pol. Seveda, ker sem bil tam predržen, ne. Ampak on je pa imel zamero do mene. Veste, tudi ta zamera od drugega deluje. In sem to napisal. Tako, ampak hočem reči, primer po 40 letih sem se opravičil tudi enemu športnemu kolegu iz Srbije, ko on je, to so bili taki krogi, ko so hoteli obvladovati slovenski prostor. Jaz sem pa Japončka najel in smo začeli samostojno trenirati karate. In da so nas pa spodrinili, da nas bi pa spodrinili, so pa nas čuvali te kolege, ko so imeli svoje pristaše, da jaz narobe delam. In sem jaz enostavno odstopil in se nisem začel. In sem tiste spustil in sem s tem onemogočil, da bi oni imeli šolo. Če bi pa hotel naprej trenirati, da bi jaz hotel biti mojster v karateju, bi se grebil, in bi potem pač poklical Srbe. Jaz pa nisem hotel in sem ukinil. In sem ostal na plavemu pasu. Oni so bili prepričani, če imam plav pas, da bom hotel imeti črnega. Ampak jaz to pač nisem hotel. In sem se mu opravičil, ker sem bil do njega šahist. A veste, da je v enem tednu me je poklical. Pa 40 let nisva imela. 40 let nisva imela kontakta. Me je poklical in je rekel, v Ljubljani bo pogreb, prosim, če se pojaviš, da te vidim. No in sem prišel, so se oprostila, ne bilo že. Veste, to je, tako deluje to, če se oprostiš. Se jaz ga nisem nič uzmerjal, samo tako sem delal, da je Japonc še vedno bil tukaj, pa še drugo šolo sem uvedel. Tako da jaz sem podstopil pred njim. On pa ni dobil prostora tukaj. To tako močno deluje, taka oprostitev. Bi rekel, pa se to je nemogoče. Ja, je, to se zgodi. Veste, zato je zelo pomemben, da tudi te zamere, ko ste jih drugem povzročili, napišete.
nekako objektivno se upravičite. Potem ste čisti. Več vas ne previni. Potem pa z osebami, ko ste jih imeli radi, ste jih ljubili, te osebe, ko ste se rešli, to so največje zamere. Spomnite si, koliko teh pripetljajev v življenju, ko se je vaša duša vezala na te osebe. Vi ste del duše pustili tam, del energije. To se treba oprostiti. Če bo pa Pavlo prišel, vam bo pa povedal, kako se pa to poveže. Recimo, odnos, ki je bil v mladosti zelo boleč. Kaj ste, fant vas je zapustil, partner vas je zapustil. Vi ste ga imeli tokrat, da je še zdaj to prisotno. To je treba odrezati. Pomagate, s tem dobite nazaj energijo. Tisto energijo dobite nazaj. Ki jo pri njemu odrežete, ker on je tudi dal energijo. Jo vrnete. In to vas potem jača v vaši energiji, v tej energiji, ko jo imate v zdaj. Čim več teh stvari boste naredili, čim več stvari se boste spomnili, močnejši boste. Močnejša. Ta energijo ste jo samo razstavljali. Berite jo nazaj. Vse vam ne pomeni tiste oseba več. Tiste že tako. Drežite. Kako se pa to izvede, to je pa daljša procedura. Ampak najprej si pa napišite to na list papirja. Skupaj zberite upravičilo. To bi bilo eno. Govoril sem vam o zvoku. Tudi boben sem že igral pri vas. A veste, in v zvoku je moč, je vibracija. In mi, ko govorimo, dajemo vibracijo. Kako govorim? S kakšnim glasom? Glas ima vibracijo. Potem pa, če gremo na petje, se spomnite, ko smo peli To je najvišja molitev v Tibetu. In če v Tibetu je verjetno tudi pri nas. Vse molitve se končajo z amen. Amen je pa om. Zvok ima vibracijo. In ker ima vibracijo, smo skozi v vibraciji našega zvoka. Zdaj, a govorim zategnjenim grlom, zategujem, ali lahko da sprostim grlo in zapojem iz trebuha ven. Veste, vsak od nas ima svojo noto. In dobro je,
če dobite to svojo noto, ker ko meditirate, je dobro, da tudi zapojete. Da tudi zapojete. Narodne pesmi, ko so, vsi jih poznate, ali pa če jih ne, ampak naši predniki so vedeli, da se sproščajo ob pesmi. A, E, I, O, U. To so zvoki, ko v vsaki pesmi podaljšajo. A, O, I. In ko greste na te zvoke, pojdite tako, ker ima vsaka čakra ima svoj zvok. Vsaka čakra ima svoj zvok. In za vsako čakro lahko s tem zvokom zdravite čakro. To, da ne bom preveč pameten, mi smo peli A. A je za srčno čakro. Srčna čakra je najmočnejša čakra. In sicer tukaj je sedež ljubezni. In ko to čakro enkrat obvladate, ko jo odprete, lahko dajete ljubezen. Ljubezen je v vsakem prostoru, povsod se nahaja ljubezen. Samo treba jo je sprejeti. Sprejeti jo pa tako, da vdihnete skozi to čakro. Potem jo pa usmerite, ste prebrali orodje, usmerite jo v osebo, ki jo nimate rad. In greste v njo s to ljubeznijo. In morate prav videti, kako ta vaša pošiljka ljubezni prodira v to osebo. In ko ta oseba to dobi, ste eno. Eno ste v ljubezni. Veste, energija je za vse enaka. Noben ni več, noben ni manj. Po energiji smo vsi enaki, lahko je ta zadnji berač, pa ima isto energijo. Ali pa še boljšo. Lahko ima bolj zbrano. Za osebno noto bi bilo dobro, če tole knjigo preberete. To je Alkimija glasu. Dobite jo v knjižnici. In za osebno noto je zelo dobro, da jo natrenirate, da veste, kaj je vaš glas. Se pa nahaja tule pri žlički približno. To bi bila nekje moja. Vi pa natrenirate od visokih tonov do najnižjih, ampak sproščeno. Tole si preberite in bi bilo dobro, da to natrenirate. Da imate svojo noto. Alkimija glasu. Kako? Kdo je napisal? Stewart Pearce. Dajte ruko. Ja. Veste, te stvari so vse zapisane že. Samo treba je imeti pravilen pristop. Ko imamo zdaj, ko veste, kaj je to energija, ko lahko opazujete misel,
ste toliko visok, da te stvari lahko sprejemate. Vi greste lahko na vse delavnice, katerkoli logi se bo pojavil, da boste želeli, če boste šli v dalje. Če pa, jasno, če ste šli pa samo z egom, boste pa mislili, da ste zastopili samo na pol, na bo šlo. Ker ta točka, ko sem govoril, ta točka, ko jo dosežete, to je prva stopnja meditacijske joge. In takrat greste lahko na vse poslušati in gledati. Jaz sem to Anjo šel sem poslušati. Sem mislil, da bo ona prišla pa asistentka. Veste, zakaj sem šel poslušati? Zaradi tega, ker točko obvladam. Ker obvladam točko, sem jo gledal in je bilo to za mene zadost. Jaz zdaj to vem, kako deluje. Deluje. Zakaj? Zaradi tega, ker sem bil v točki, ko sem to gledal. Zdaj sem šel pogledati. Tudi v Ljubljani sem jo šel pogledati. Ampak ni mi bilo treba plačati koliko? 1500, ne vem, koliko je bilo. Veste, Kdo je ta Anja? Anja. Anja je pa, Anja Petrovič, Tesla. ona je Angelo od Nikola Tesla. Ja. Ona je imela predstavitev. Ja, in zdaj sem rekel Angelo od Nikola Tesla. Ko je bilo v Italiji predstavljeno, in sicer, ko je bil vsej baba v Italiji in je rekel, da je prišel k njemu Angelo od Nikola Tesla, to je bila ta Anja. Ona je dobila Beograjčanka. Ona je dobila navdih, kako je Nikola Tesla izporočil, kako se zdravi bolnika z njegovimi valovi, s težkimi valovi. In je bilo to na internetu, jaz sem to že na internetu gledal, potem sem še sem prišel in v Ljubljano tudi. In zakaj jaz to lahko? Zaradi tega, ker sem v točki. Prvič sem videl, kaj to točka pomeni, ko sem šel na Kitajko se zdraviti. V 2 dneh je bila prosta ta v redu. Ampak zaradi tega, ker sem šel v točko, sem se sprostil in je ta energija delovala. Sem rekel, to je pa dobro. Pa še zmeraj nisem vedel, kaj pravzaprav bom delal s to točko. Dobro, pozdravil sem se. Ko sem šel pa Bracota gledati, ne. Bracov se pa tako postal kot jaz. Sem rekel, pa se to je v točki. V točki. To je osnova, če boste se to naučili, če boste to usvojili, se zmagate. Ampak čim dlje časa biti v zdaj, je pa dosti težko. A veste, jaz sem lahko 1 uro pa pol v meditaciji, ampak v tej uri pa pol sem jaz mogoče samo 20 minut res v točki, res v energiji. Vse ostalo je pa misel. Dobar dan. Jo, kaj se ta se? Vse ostalo je pa misel. Ma kaj 20 minut zaporedoma ali
V sekundah skupaj. Ja, ne. Zelo težko spravim skupaj, da se bo v energiji dela. Da dela samo energija. Energija, zdaj se bom hvalil, to pa ni dobro, ampak drugače vam pa ne morem povedati. A veste, ko sem šel v Ačno in sem dihal in opazoval, sem kar naenkrat začutil, da sem tukaj v zadaj. In ko sem bil tukaj v zadaj, sem sebe videl, kako diham, kako energija diha. Bila je taka vijoličasta barva. In je nihala gor in dol. In to sem pa držal, koliko časa sem pač mogel. Ker je ni enostaven, ampak ta barva je tako blagodejna, tako lepa, da je pravzaprav zdravilna. To je ista barva kot pri Ani. In to barvo pravzaprav lahko gor in dol vlečem skozi dih. In to je blagodejno. Več kot to pa ne morem povedati, ker je to enkratno. Sam nisem predvesel. Tega nisem predvesel. Lahko, ko grem iz telesa ven, grem lahko tudi drugam. Zdaj grem to lahko drugam. Veste, to sem enkrat doživel na Cresu, ko sem bil tako zmatran, da sem mislil, da me kap, da se poslavljam in sem odletel gor med zvezde. Pa sem rekel, kaj bo pa zdaj, in sem to opazoval. In sem občutek, da grem lahko kamorčem. In sem se spomnil prijatelja, ko je bil tudi na počitnicah, ampak je bil na Rabu. In v tistem trenutku sem bil jaz pred njegovo prikolico tam. In sem odgrnil tisti šotor, ko je imel pred brako prikolico, in sem videl tisto, tri otroke je imel, pa to so bile plebutke, pa kopalke, pa to je bil vse zmetan noter. Pa sem rekel, pa ne bom šel naprej. Lepo še malo luške, pa ne bom motil. In sem v tistem trenutku, ko sem se odločil, da ne bom šel naprej, sem se znajdel nazaj na posle. Žiga sem, kaj je to dobro. To je pa vreden trenirati. To, da bi pa tako lahko se predstavil. To je pa res nekaj najlepšega. In sem tudi zato veliko treninga porabil, da bi se lahko predstavil. Nikoli več. Nikoli več ne rad. Ampak zdaj, ko pa tole delam, grem pa lahko ven in se lahko predstavim. Wow. Zato vam pravim, da trening je enkratni za vašo rast. In to je uspeh. Če boste to trenirali, vam ne bo nikoli dolg čas. Nikoli vam ne bo. Vedno boste zadovoljni. Karkoli se vam zgodi, bodite v trenutku. Če boste v trenutku, boste tisto stvar sprejeli. Ne biti paničen. Ne misliti, da zdaj pa vse na koncu. Konca ni. Ko enkrat začutite energijo v sebi, veste, da ste večni. Življenje je večno.
samo, koliko se nam to zaveda. A se zavedate? Ali pa pač umrete, ni več zavedanja, ne? Se zavedanja tudi tako ni, če ne boste to usvojili. Ga ni, ne? Je samo ego, je samo mišljenje, je samo trpljenje. Misel uživa v temu, da vas muči. Ja, ker vi morate to narediti, zdaj moš pa še to, ne? Ja pa še to. Jasno, potem ni časa za nič. Da morate skozi delati. Ne? Vi morate delati. Ker ste tako sprogramirani. Programe odvršite. Pa makar ne šli, ko začnite jih odvrtavati. Kako da skozi se bo deluci. Programe odmetavajte. Odmetavajte. Bodite svobodni. Ne boste služili svojih egov. Služenje sicer lahko biti, ne? Včasih je zelo ugodno, ampak je vedno muka. Je vedno muka. Je vedno muka. Zakaj? Zato, ker moraš prigrati, da si samo en delček sekunde ali pa mogoče pol ure srečen. Potem je pa že drug svet. Že konec. Športniki, ko dosežejo olimpijsko kolajno, nima več sile. A ja, še eno kolajno, pa še eno kolajno. Ampak zelo težko jo doseže, zakaj? Zato, ker je že dosegel. Ni več motiva, da bo še enkrat. Ker to je že, on je že to dosegel in ne more več. Kaj bo pa zdaj? Ko je dosegel cilj. Drug niste treba obrati. Drug ni življenja. Mi smo zato na svet obračamo liste. In vsak list za sebe je zopet lep. Naredite si življenje lepo. Bodite svobodni. Svobodnjaki. Samo svoboden lahko ustvarja. Neobremenjen. Pa si vam tudi še to ne bo treba. Še to vam ne bo treba. Da boste brez ega. Čim enkrat ego odvržemo, je absolutni ko ga imamo vsi, da ga nočemo slišati. To je naš nadjaz. Tega nočemo slišati. Je pa skozi tukaj, nam skozi pripoveduje, dej, takole naredi. Ja, to ni tako. Takole je. Narobe. Ta nadjaz, ko je, ko ga vsi imamo, ga ne poslušamo. To ne zveni logično. Kaj pa je to, zdaj pa niti zadeve? Se kaj se ploša, kaj? Vse pa se bo naredili. To se vse dogaja. Če vi ne grebete, se bo to zgodilo. To se bo dogajalo. Poskusite. Poslušajte enkrat nadjaz.
Kako ga bomo pa slišali? A bo kdo vprašal? A ga znate vzpostaviti stik? Zaproste ga. Nadja, prosim te, da mi poveš, da mi pomagaš, da te bom slišal. Ti bo reče tudi lahko angel varuh. To je vaš nadjaz, to ste vi. To ste vi. Samo z višjega nadstropja gledate, a ne? In on vas ukazuje, kako se obnašate, kaj ga lomimo. Seveda ga lomimo, dokler hodimo po svetu, včasih ga sedemo, več ali manj. Ampak slišati, kaj pove, to pa ne. Vse ta drug bi, ampak ne bi ga pa poslušal. A ne ga ti je? Težko je. Težko je. Ja, veste, zaprositi in ko se bo oglasil, se bo z vašim glasom oglasil. To sem vam že razlagal. To sem vam že pripovedoval. Z vašim glasom, da ne boste vedeli, a ste sami sebe odgovorili, ali je on? On je. Kako ga boste pa preskusili? A se je kdo zapomnil? Ja, kje je sonček v meni? Pa se lahko tudi kakšen drug oglasi. Kje je sonček v meni? On vam bo povedal, če pa ni ta prav, vam pa ne bo. Zakaj ne? Ker ne sme. To je pa zakon, vesoljni zakon, ne sme ga. Ta, nadjasno bo pa povedal, sonček v meni, tukaj in tukaj. Imamo pa vsi druge, ni povsod enako. Tako da ta točen ve, kje je. In če vam bo povedal, lahko z njemu komunicirate. Vse se tako skozi pogovarja, a se kdo mogoče ne pogovarja skozi sam s sabo? Ne dvigne roke, tisto se. Pa vsi se. Ampak s kom se pa to pogovarjate? To so monologi. S kom se pa pogovarjate? Z egom. Zamenjajte to. Zamenjajte. Tega zamenjajte za nadjaz. To morate naučiti. Bote pa zelo težko naučiti, to, kar vam ne bo všeč. Ego ne bo všeč, kar bo tale. Ker ni logičen. A gremo malo meditirati. Jaz bi bil za to, da zmeditiramo malo na bolečino. Orodje, koliko pa smo orodje, koliko ni orodje? Evo, ste prebrali? Torej, orodje poznamo, knjigo bomo meditirali na bolečino. Kakšno bolečino? Fizično ali kakšno? Ne glede kakšno. Vsaka bolečina je bolečina. Tudi če gre za stanovanje v spravi. Da se zaražal, ali pa kakšno stvar se ne da, kar odlagam, se bom, ne. To je bolečina, zato ne morem. Zato ne morem. Tiste stvari, ko se jih ne morem lotiti, to je bolečina. In zdaj bomo šli takole. Bomo se usedli, se bomo sprostili tako kot zdaj in bomo meditirali na bolečino. Vsi veste, kakšne bolečine imate. Vsak ima težave, ali s pospravljanjem, ali pa s telesom.
vsak ima nekaj. Na tista stvar boste pozoren in bomo šli v oblak in bomo rekli, naj bo. Naj bo bolečina. Sprejemam jo. In ko bomo v bolečini, bomo povedali, sem ni pri sebi, sprejemam te, rad te imam. In ko boste to sprejeli, boste videli, da to sploh ni težko, da vas bolečina mine, noče. Ona vas ima samo takrat rada, ko bežite od nje. Takrat vas ljubi, takrat hop, ali takrat je bolečina v polnem zagonu. Ko jo pa vi sprejmete, se pa potoljaš. Ampak reči, rad te imam, pa pravi, nimam rada. Bolečine. Časa boš bežala, puca. Časa boš bežala v nje. Rada pa spet. A ni to malček leži, če rečemo nekaj, kar tako ne čuti? Ne, zakaj? Zavestno se odloči, da jo sprejme. A sprejeti ali pa imeti rad je razlika? Ni? Po moje, ja. Ja. Jaz, če te sprejemam, te imam rad. Ne, če te pa ne sprejemam, te pa nimam. Isto podobno kot Podobno. tehnika EFT, ne, tapkanje, ne, ker pravzaprav ti priznaš tisto, kar bi moral negirati, ne, in ker naša podzavest ne loči teh stvari, ne, na nezavedno se v bistvu potem tako odraža trpljenje. To je pa isti sistem, ne. Isti sistem. Slušajte, orodje je napisano tako, da čisto vsak od nas lahko pristopi. To primerjajte, tule bomo bolečino bomo šli, pa ljubezen bomo šli skozi. Te dve stvari, tako da te stvari ponovimo. Ok. Sprostimo se. Zaprimo oči. Sprostimo noge. Sprostimo trebušne mišice. Sprostimo prsni koš. Sprostimo roke. Sprostimo vrat. Obrazne mišice. Opazujemo vdih in vzdih. Gremo na opazovanje bolečine. Ko jo opazimo, se bolečina približa v obliki oblaka. Rečemo naj bo. Ko pride bolečina, mi povejte, da jo sprejemate. Da jo imate radi.
bolečina vas oplemeniti. In postavi v višji nivo zavedanja. Čas premoči. No, kako je bilo? Ste si lahko predstavljali bolečino? Je šlo? Ja, ampak me se odriva. Veste, to ne bo preveč. To je težko, ne, mislim. Težko se je sprijazniti, da je bolečina prijatelj. Bolečina ni zastonj, nobena. To je zato, da vas pripravi v višje zavedanje. Sprejetje je treba. Jaz sem to že povedal, ampak bom ponovil. Sem sedel, kakšno uro meditiral in me začel tako bolj. Nisem mogel več sedeti, sem se začel prekladati z ene strani na drugo. Pa sem posestal. To je bolečina, ne? In sem začel meditirati na bolečino. Ne morem reči, da je bilo to 5 minut. Mogoče je bilo malo več ali pa manj. Ampak bolečina je popolnoma zginila. Pa je tako bolelo, da nisem mogel sedeti. To se da uresničiti. To je res, kar piše. Kakšna pa je razlika med bolečino in trpljenjem? Ja. Trpljenje je strpljanje bolečine. Jaz sem Bogi revček, tako trpim, da je ta bolečina ne spusti, potem je naprej. Je čisto vse, kakšna bolečina je. Vse bolečine izvirajo iz našega smirjenja. Iz našega obdobja, kako sem jaz revček, ker se mi je to zgodilo. Da me zdaj tole boli, joj pa tale prst, ne. Ali pa karkoli. Moj prst. Kako to je? Ja. Kar sprejeti? Kar začeti? Kar začeti? Veste, vse bolečine se da tako sanirati. Vse bolečine. Kako tudi zob. Zna bolj tako, da ne moš ne misliti nič.
samo bolečina je prisotna. Krasno. Hvala Bogu. Imaš vzrok za trening. Treneri, ne samo, ujoj, kaj bo zdaj po eno tableto pojedel. Ne, treneri. Ni pa šla za stvari. To vedno je vzrok. Vsako bolezni je vzrok. Vzrok je v nas. Mi se pripravimo do tega, da zbolimo. Ja, prosim. Ko me vprašajo ljudje bolečine, kaj pa bolečina je, kar ti nekaj boli zaradi drugega, kar recimo, ni nujno, da je to boli, ampak recimo, da je nekaj narobe, ne? Zaradi drugega, kaj da se ne razume, ali pa da s kakšnim otrokom narobe, tako da ti trpijo zaradi tega. Kaj pa taka bolečina, kad tebe močno boli zaradi tega? Ja, to je sočutje, ne? Ali pa smiljenje, ampak zaradi tega te ne sme bojati. Zaradi drugega. Ti si zaradi sebe na svetu, tako kot jaz. Ne zaradi otroka, ne zaradi partnerja, ne zaradi nobenega drugega. Sama si se rodila, sama boš učila. Tako je. Najprej pozdravi sebe, svojo bolečino. Tem, ker ti lahko šele do drugega pomagaš. Ampak če smo delček, vsak posameznik Ja. je delček enosti, kako potem ne bi mogli biti sočutni in občutiti bolečino drugega in zaradi tega mi trpeti. Ne, niti tega. Ja, treba, zgodi se, vsem se to dogaja. Ja, vem, da se dogaja, ampak zato hodiš sem, da svesno je to bilo. Zato hodite sem, da ne boste trpeli, ker vam ni treba. Vi ste svobodni. Zato ste v teh telesih. Imate vse možnosti, da ste svobodni, pa nočete biti, a ne bi pa trpeli. Ja, pa še ne ukovego. Ja, nočete si. Poslušajte, zaradi drugega ne trpeti. Kdo pa je drugi? Ja, sem jaz, ti si ti. Bom zaradi tebe trpeti. Poslušaj, zaradi sebe, ko je sebe ne moš. Najprej uvijete sebe, svojo barko, svoje telo, potem šele lahko. Pa boš pa videla, da pravzaprav ta se čutje čisto drugačen, kot si ga predstavljala. To je čisto druga pesem. Mislim, da človek trpi tudi, ko vidi drugega trpeti, trpi tudi, ker se sam postavi nekako v položaj. Ne? Kaj pa, če se meni zgodi, ne? Kaj če se? Če se meni to zgodi, ne? Ja, Ja, to je res. ne kaj, če se zgodi. Ja. Tudi ljudje na pogrebah veliko jokajo, ker se spomnijo na lastno smrt. Ja. Ampak zakaj? Smiljenje. Poslušajte, to je bolečina, to je bolečina. Govorimo o bolečini. Mi govorimo o bolečini. Prav si povedala, to je trpljenje. Zakaj? Pejte na trening in naredi to. To bolečino predstavlja. Ne, to me je zdaj prišlo na misel. Sem gledala, recimo, jaz sem mislil, da starše z avtizmom, recimo, ko imajo z avtizmom, ki trpijo zraven otroka, ali pa da ima cerebralno paralizo, trpijo zraven otroka, ker to je neko normalno, mislim, človeško. Ja, seveda je. Ampak poslušaj, vse, ki trpijo, mu zelo težko pomagajo.
pomagaš ti lahko, če si zbran, če si miren. Zelo težko pa, če si ti toliko sočuten. Pojmo pa pomagati, da moraš. Ker si ti v stresu. Zato hodimo na delavnice, da smo v sebi, da smo v trenutku. In to je najvišja stopnja, da lahko napreduješ v višje zavedanje. Zgrni? Mogoče pa ljudje ne bi več toliko pomagali, pa naj smo ljudem ali pa živalim ali komorkoli, če ne bi bili tako sočutni. Prav je sočutni. Tako pomaga, ne trpi, on pomaga, on dela zraven. On mu aktivno pomaga. Gasilci, zdaj so bili gasilci. Gasilci so najboljš slovenska vojska. To so ljudje, ko grejo takrat v akcijo kot potreben. Oni pa razpravljajo, a bi šli, pa se podira, ja, seveda se podira. Ampak ta je aktivno udeležen, gre pomagati. Pa ne jokaj zdrave. Nima časa. Ja. On je v akciji. No ja, misliti, da ljudje, ki so tako sočutni, da niso sposobni pomagati, je pa tudi zelo narobe, ne? Absolutno. Absolutno. Ker nismo stroji, nismo roboti. Absolutno. Poslušajte, kar se zgodi njemu, sočasno tudi meni. Pa je, da smo celo 100% odgovorni, ne? Ker smo prisotni. Ne samo, da smo odgovorni. Tudi, kar se njemu zgodi, mi smo eno telo. Človeštvo je eno telo. Eno telo. Ampak vsak od nas ima pa možnost, da se ojača s tem, kot to trenira. To sem to povedal. No, zdaj bi šli pa na ljubezen. Ljubezen je pa tudi nekaj treba narediti za aktivno ljubezen, ker sama od sebe ne pride. Ste prečitali o ljubezni, o orodju? Še niste, dobro. Zdaj sem razlagal v prvem delu, da je to srčna čakra. Okrog nas je ljubezen. To je to, da smo tukaj. To je ljubezen. Da smo živi. Da lahko dihamo. Ta energija je povsod okrog nas, kot premo srčno čakro. Potegnemo v sebe ljubezen in jo pošljemo lahko svojemu sovražniku, svojemu prijatelju. To je aktivno sodeluješ. Odpreš čakro in pošlješ. Ko lahko pošlješ bolniku, ko lahko pošlješ takmu, ko boja rekla, ko se nama smili. Pošlješ mu aktivno ljubezen. In to je pravzaprav energetska podpora. Energetska podpora. In ko jo boste to začutili, ko bomo meditirali, aktivno bomo šli v tisto osebo. To že. Kar v auro, ali v srčno, ali solarni pleksus. Solarni. V solarni pleksus. To je izvor vsega. V solarni pleksus. V srčno
Ni treba, zato ker on bo itak lahko sam spet. V solarni plexus, to se pravi tukaj spod, mu usmerimo Srca v to solarni. aktivno ljubezen. Kako pa odpremo srčno čakro? A mi lahko kdo pove? Z vdihom, pa morda z barvo, zeleno, rdečo, roza. Ja, z vdihom, tako je, z vdihom in predstavljamo si, da to odpremo, ne? Da odpremo to. Ker srčna čakra je najmočnejša. Srce je eno in je zelo močen organ, energetsko močen organ ljubezni. In ko mi to odpremo, vsrkamo in pošljemo. In ko si predstavljamo to osebo, moramo prav čutiti, kako gre ta ljubezen v njega, kako prodira v njega. In ko bo prodrla v njega, sva eno. Pustimo se. Pustimo noge. Pustimo trebušne mišice. Pustimo prsni koš. Pustimo roke. Pustimo vrat. Spustimo obrazne mišice. Smo sproščeni. Vdihnemo in zajamemo ljubezen v srčno čakro. In jo pošljemo v sočloveka, ki se ga predstavlja. Če ni šel, ponovimo še enkrat. Vdihnemo. Zajamemo ljubezen in jo pošljemo. Počasi odpremo oči.
Tako je šlo. Ampak jaz, ker sem zelo sitna, očitno ne, bom eno pripombo imela. Pravite, in pošljemo ljubezen komu, enemu človeku. Ne? Me to malo moti, zakaj bi morali pošiljati enemu človeku, zakaj ne bi poslali sploh vsemu, kar je, od človeka do živalstva, do rastlinstva, do planeta, do vsega. To imaš popolnoma prav. Samo, če ti enega človeka zelo ljubiš, je moj rad, kot si prej govorila, mu lahko pošlješ samo temu človeku. Lahko pošlješ tudi svojemu sovražniku, ki ga ne maraš. Temu lahko pošlješ ljubezen in boš začutila, da sta eno. To bo zate, dobro in za Boga. Če pošljemo vsem, je dobro za oba in za vse, in za me. Veš kaj, tam se boš skrila. Tam se boš ti skrivala. S tem, ko jaz vsem pošljem, ne? Jaz nisem Jezus, da bom vsem poslal. Lahko si domišljam, da bom vsem poslal. Lahko tudi to naredim, samo gre za tega, ki je bolan, pa za tega, ki ga je namaram, pa za tega, ko je kaj svem kakšen. Temu jaz usmerim to ljubezen. To usta v rodu, to sem treniral. To, da bi povsem človeštvo smo eno. In sprejeti treba tako, kot je. In krivice in bolezni. Ljudje skozi umirajo, ljudje so skozi bolani, ljudje se skozi rojevajo, ljudje skozi trpijo in ljudje so tudi skozi srečni. Vse to je skozi prisotno. In recimo, ko boš pa ti toliko imela ljubezni, boš lahko dala celemu planetu. Prima. Še se ne da meriti, da bi rekli malo ali dosti. Vse ljubezni je tukaj. Samo si pa ti bilka, ki lahko pošlješ eno, drugo, tretjo. Več ljudi, ko pošlje, več je te ljubezni razdeljene. Če bi to vsi delali, bilo vse pokrito. Niti ni treba. Važno je, da vsaj 1% začne tako delati. In se to začne realizirati. V orodju je še nekaj, ne? Zahvalnost. To je eno najboljših orodij. Hvaležnost. Hvaležen sem, da sem živ. Ampak to ne samo v besedah. Da sem hvaležen, da sem živ. To v meditaciji izreči. Da diham, da vidim, da slišim, da lahko otipam, da čutim. To je 5 stvari, je treba našteti. To ste v pol minute ste to naredili. In ste nekaj dobrega naredili v tistem trenutku. Ko govorite o ljubezni, je pa zahvalnost, da smo sploh tukaj, pa da smo zdravi, pa da lahko dihamo, pa da lahko zaznavamo. To so taki darovi, ki se jih sploh ne zavedam. Mi pa samo jamrali. Joj, kaj je zdaj? Ja, smo tukaj. Hej, ljudje, zbudimo se. Poln darov imamo. In
nismo za to nič hvaležni. Kar mora biti. Dihamo. Ja, kako? Seveda dihamo. Ampak boš nehal. Takrat se boš pa zavedal. A ja ne moram? Pa toliko je bilo šans, da bi se lahko to upazval. A ni bilo časa. Veste, ogromno je stvari. In ta knjiga, ko govori o tem, to je pravzaprav zavedanje. Zavedanje, da smo tukaj, da smo lahko hvaležen, da smo tukaj. To je to. Jaz mislim, da je to poglavitno, ne? Če se zavedamo za države, ki jih imamo. Kar tako, ne? Kar tako. Ja. Tako se trudimo, ne, da bi nekaj naredili v tem življenju, da bi postali razsvetljeni, samo da ne pridemo več nazaj. Slušajte, mislim, da ne bo težav. Kar se tiče razsvetljenja, je pa tako. Zdaj, ko bo Pablo prišel, pa ga vprašajte, kako je za razsvetljenje. Čujte Mirko Rajžo. Ga vprašajte, ne? Vprašajte ga, on je dobil razsvetlitev, pa vam bo povedal, sigurno vam bo, če ga boste prišli povedal. Veste, z razsvetlitvijo je tako. Razsvetlitev je več ali manj domišljija. To je še vedno rivo. Ni razsvetlitev. Eni pravi, da je. Ja. Vzhod veliko piše o tem in uči. Poslušajte razsvetlitev. To je še Pavela. Jaz nisem imel še možnosti, da bi bil razsvetljen, ampak pa lahko odgovoril, da bi bil, ne vem, ali bil pri 12 ali pri 15 letih razsvetljen. In ga vprašali, kako je bilo. Potem pa je, če pravite, da je on pil. On pa bo povedal si pa, da je okej, kako je to streljal. Tako, meni treba verjeti. Jaz nisem bil razsvetljen, pa tudi sem zadovoljen to, kar imam, sem popolnoma zadovoljen. Moram reči, da sem tudi srečen. Ni pa treba več kot toliko. In če sem samo ta trenutek to, kar sem rekel, če pa še ni tako. Pa če, ja, prosim. No, jaz imam tudi eno svojo izkušnjo. Ne, tudi tale svoboda dolgo let bila ogrožena, pa tudi neki grdi spomini, pa tako ne. Ampak nekoč, ne, mislim, tako, zdaj se čutim dosti bolj svobodna. Sem spomnila in recimo opazovala v naravi ptice, ne, in pol seveda, koliko so te ptice svobodne, ne? A lahko je možno, da tudi jaz sem lahko svobodna, tako kot te ptice. In še sem se rekla, če bi imela možno v drugem življenju si kaj želeti, si želim biti ptica, ne? In kot tale podučitev iz narave me je dala misliti in da se jaz nekaj osvobajam, ne? Da tudi neka stvar, recimo tudi rečem, to bom imela pa za spomin, to me obremenjuje. Recimo, da bi imela nekaj za spomin, kaj
nekdo mi je nekaj podaril, pa ne, to bom držala, ker mi spominja na to osebo in to me obremenjuje. In z tega tudi dan za dnem znebim čim več. Ne. Ja, svoboda je zelo relativen pojem. Veste, vedno, kadar so vojne, so zato, da grejo za svobodo. In padajo in odnevajo za svobodo. Ko pa svoboda pride, pa nismo zadovoljni. Ne eni, ne drugi. Ker ideal svobode, kaj pa je to svoboda? V suženem posestniškem redu, ki je bil sužen, ki je moral delati, tam je imel gospodarja, oni so morali delati, je bil lahko bolj svoboden kot pa gospodar. V katerem primeru? V temu, da se je on počutil svobodno. Gospodar je mogel pa držati službe. On je moral držati. Nadzor. On je pa tam to orodje lepo metal. Za jesti dubu, za spati je imel, pa delati je imel. Jaz sem tudi svobodna. Tako, nič mu ni bilo treba. Če se je pa še počutil v redu, prima, boljš kot gospodar. Boljš kot gospodar, ko se je rekla ptice. Absolutno, to je simbol, a ne? Svoboden kot ptica. Ampak kako boš svoboden? V duhu. Kaj smo lahko svobodni? V telesu imaš skozi, a te tole, ali tole, skozi je problem. V duhu. Spet bom rekel, ko diham energijo, popolnoma svobodno. Ko sem rekel, zakaj se dobro počutim. To, ker vem, da lahko pridem v to stanje. Pa če sem jaz lahko prišel, vsak od vas lahko pride. Jaz nisem nič poseben, jaz sem mladenič, ne. Imam še ogromen časa pred sabo. Ampak, če sem jaz dosegel, vsak od vas lahko to doseže. Treba se ima časa vzeti, pa manja se zbira. Poslušajte, preko smo koliko gledali. Ne vem, če sem vam razložil. S tem mi smo električna bitja. In s tem, ko mi tegnemo roke, ustvarjamo ljudi. In če daste takole roke, kar malo podarite. In boste videli, vroče ratuje, in imate takole roke. Boste začutili energijo. Čutite energijo? Pa spet podagnemo. Zdaj pa takole, boste pa pogledali, boste pa videli, da lahko to tudi vidite, to energijo. Če jo takole gledate, boste videli, da se posamezne nitke vleče med prsti. Takole naredite, lejte, pa bližji, pa oddaljujte. Vidite? Evo, kaj podagnemo še enkrat. Ja, vse, kar znam.
Vse, kar znam, vam bom dal. Nimam kaj zase držati. Evo, te nitke se vlečejo. In to je aura. To je aura. Potem, če gremo v krog, dajmo vstati. Pa dajmo to telefon na stran. A se da? A tam je da? Da. Ne, vse prišli. Tega, ker bomo gledali aure eno drugega. Ko gledate nad glavo, nad glavom gledate. Ko ga gledate skozi in boste videli, da si okrog glave. Boste videli, da si okrog glave. In ta si se bo pomišal. Gledate skozi, odzad gledate. A to vidite? En drugega gledajte, en drugega, ne samo mene. En drugega gledajte, en drugega gledajte. Dobre, ste videli? Ja. Ok. No, zdaj gremo pa še plesati. Ko bomo plesali, boste videli, bomo potem spet pogledali. Kar močno plešite, ali vajate, ali karkoli. Ja, bo stopili na sabo. Kakšne so zdaj? Žive. Večje. Vidite, da so večje. Nabili smo se z energijo. Tako. Zdaj gremo pa še točko.
Ste za to? Prav? Ja, okej. To za avro, malo preverite, kaj se spomnite. Kaj vidite drevesa, te so polomljena. Glejte jih, to žarijo gor. Vrhovi, kot imate te glave, ko so drevesa. Glejte, kako drevesa imajo avre. Kakšne so. A veste, zavedajte se, ko hodite. Boste videli, da ne hodite skozi po isti poti. Tako je v redu, me vidite vsi uši. Bodite pri miru, gledajte me v oči, pa vsak si ne eno željo, da živi. Pa boste pa povedali, ker ste že zdaj to zelo velikrat delali, če vam je kaj uspelo, da so se želje realizirati. To povejte zaradi tega, da boste se slišali en drugega. A bi lahko kakšen kaj povedal? Jaz sem bila še eno telo za vami. To stran, za mimo, isti glavo, drugačno, ampak Na desni. Spet ta obraz, kot da ga nisem čisto drugačen. Ne? Jaz sem v bistvu čutila vročino in drugače se zmeraj vidim. Menjujete obraze, ne vem zakaj. Tako in tudi dve postavi vidim, no, ponavadi tako dvojno. Ampak tista druga nima vašega obraza. Še kdo? Še kdo kaj povedal? Jaz sem tudi videla obris zraven. Jaz sem videla tako, kot nekaj šlo od temena, proti gorstvu. To sem enikrat se mi zvolila, da sem videla. No, in še to? Poslušajte, jaz sem projiciral to, ko si rekla, jaz sem na celo vašo družbo, našo družbo, projiciral ljubih. In jaz ne vem, če ste to čutili, ampak upam, da je deluje. A veste, ljubezen je ena najmočnejša energija. In če to lahko sledujem, mislim, da več od tega skoraj ne morem. In si bila pa ti vzrok, ne? Da sem se tega lotil. Sicer sem že danič tudi to, ne? Ampak zdaj sem pa rekel, zdaj pa moram vsem vam dati tisto, kar pravzaprav sem se tle v rodu naučil. Veste, knjige so zato, da se jih prebere, ampak z njih je treba tudi nekaj potegniti, nekaj je treba z njih narediti. Zato so knjige, da nas nekaj naučijo. Ampak, oprosti, da vam spet nekaj rekla.
Mislim, da v knjigah celo dobimo potrditev nečesa, česar že mi nekako vemo, ampak se ne upamo verjeti, da je to tako. Ja, prav, jaz mislim, da je to res. A ne da? Ja, Da kdo se pa upa celo napisati. ja, toliko je v to prepričan, da lahko to poda. Pogumen, ne? Ja, da lahko to poda. Jaz vam bi zaželil, ne, da čim bolj trenirate, probajte tole odneti po svoji noti. Probajte doma vaditi. Ne bi bilo pa slabo tudi, če zapojemo vsaj tole A, ko je srčna čakra. Zdaj se boste slišali in probajte grjo sprostiti, da ne bo zapiti. Zravnajte se, ker se ne bo zravnali. In zapojemo. Ste čutili, kako to vibrira? To je srčna čakra. In kadar vas boli srce, ali pa kadar vam je težko, pojte to. Pojte to. To vam bo zvibriralo srčno čakro. Ok, se vam zahvaljujem. Hvala lepa. Na Pavlota pa pridite, pa povabite prijatelje. Kdaj bo srečanje, ste rekli? 9. maja. Dan osvoboditve. Dan zmage. Na zmage. Ja, veste kako. Če ne bi bilo te zmage, ne bi bil samostojen. Vsaka stvar je